Pozdravljeni na srečanju, na pogovoru, ki ga organizirata Inštitut Nove revije in pa časnik Spletni magazin. Moram sam popraviti gospoda Zalaznika, nisem ekonomist, čeprav zdaj ne vem, je to za tem omizjem dobro ali slabo. Jaz bi na kratko najprej predstavil današnje goste. Z moje leve, dr. Anže Burgar, docent in raziskovalec na FDV-ju in pa sodelavec inštitutov Svetilnik in pa Vizijo. Potem dr. Blaž Vodopivc, psiholog, finančnik, kolumnist, mogoče tudi stranko ustanavlja, če ga bo kdo potem kaj vprašal. Potem je magister Mitja Steinbacher, raziskovalec na fakulteti za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu. Rok Novak, strokovni sodelavec inštituta Libertas in čisto na drugi strani Jaka Šoba, podjetnik in kolumnist. V pripravi današnjega srečanja so bile izpostavljene je bilo izpostavljenih 6 izzivov, pred katerimi je Slovenija in ki jo na nek način že kar dolgo časa pestijo. To so nizka produktivnost gospodarstva, neučinkovit javni sektor, visoka brezposelnost, visok davčni primež, neprilagojenost neugodnim demografskim spremembam in pa strukturna neravnotežja v javnih financah. Pa bi začel kar na moji levi pri dr. Burgarju. Si lahko mogoče izberete, kjer izziv je najtežji, premagljiv, pa nekaj poveste o tem. Lahko mogoče, če mi dovolite, kot uvod, sam par besed o tem, zakaj mislim, da je potrebno zopet začeti govoriti o strukturnih reformah, zakaj so potrebne. Ne? Kljub temu, da smo v zadnjih letih, 2 letih recimo zabeležili sorazmerno visoko gospodarsko rast, lani 2,9%, leta 2014 3%, tudi brezposelnost se je znižala iz okrog 130.000 brezposelnih na zdaj zadnji podatek SURS-a je okrog 105.000 brezposelnih. In zaradi tega, ker smo lani tudi znižali javnofinančni primanjkljaj pod 3% BDP-ja, bo letos Slovenija izšla iz te korektivne roke pakta za stabilnost in rast in bo v bistvu prešla v to preventivno roko. Ne. Ustvarili smo, oziroma načrtujemo letos ustvariti prvič nek minimalen primarni presežek v javnih financah, ne, tako da pač to so te pozitivni trendi, vendar je treba poudariti, da za temi pozitivnimi trendi se skriva ogromno stvari, ki smo jih samo potlačili, tako kot Američani rečejo, da brcneš kanto dol po cesti, ne. Ostajajo pa seveda še zelo pereči problemi. Ne. Recimo, eden izmed teh je sigurno to, da imamo še izredno velik tako imenovani strukturni primanjkljaj. Ne. Ravno par tednov nazaj je izšla projekcija komisije, ki za letos ocenjuje, da bo ta 2,6% BDP-ja, naslednje leto pa se bo celo povečal na 2,9% BDP-ja. Torej, če se čisto plastično predstavljamo, letos komisija ocenjuje, da bomo dosegali potencialno rast, kar pomeni, da bi letos, če bi sledili določilom pakta za stabilnost in rast, pa tudi našemu fiskalnemu pravilu, da bi morali imeti izravnan proračun, torej bi morali znižati javnofinančne izdatke za približno 2,5%, kar je tam okrog 800 milijonov evrov. Ne. Za toliko moramo ali povišati davke ali znižati javnofinančne odhodke, izdatke. Ja. Zdaj, v krizi so se tudi poslabšali indikatorji institucionalne države, tudi zaupanje ljudi v institucije, kot so parlament, vlada pa politične stranke, se je izrazito poslabšal, pa tudi je neprimerno nižji kot v drugih državah.
Slovenija je pa tudi začela relativno zaostajati za ostalimi tranzicijskimi državami, ne. Če smo pred krizo leta 2008 dosegli 89 povprečja, smo zdaj padli na 83 povprečja in ta stvar je, ta relativna blaginja je slabša še, če gledamo individualno potrošnjo, torej raven individualne potrošnje je danes na ravni samo 75% povprečja EU, tukaj smo ogromno izgubili, ne. In čisto na koncu, ne, napovedi za naslednji 2 leti, oziroma za letos pa naslednje leto, kar se tiče gospodarske rasti, ne, za Slovenijo so za letos 1,7%, za naslednje leto pa 2,3% rast, ne, kar je neprimerno manj od primerljivo razvitih držav, kot so Češka, Slovaška, recimo Češka bo rasla z 2,1 pa 2,6 naslednji 2 leti, Slovaška 3,2, 3,3, Poljska skoraj 4% na leto, ne. Torej vse te države nas ene prehitevajo, druge pa zelo hitro dohitevajo, ne. Zato moramo govoriti o strukturnih reformah in te naštete so samo tiste najpomembnejše. Mogoče, da ne bi preveč časa vzel ostalim, bi prepustil, da ostali kakšno reformo pogledajo. Hvala lepa, dr. Burger. Potem bi predal besedo dr. Vodopivcu. On je avtor domislice o piškotkih, po katerih se ubogljivim novinarjem zacedijo sline, ampak morda je to piškotarstvo tudi pri porabi javnih sredstev prisotno v Sloveniji že dalj časa in čim so dobri časi nekje na obzorju, se spet pocedijo sline in zato je po mojem tako težko ta strukturni primanjkljaj ukrotiti in verjetno je to nek političen izziv, kako premakniti zavest rečemo vsaj ključnega dela volivcev, da bi bili pripravljeni na neko tako spremembo. Dr. Vodopivec, mogoče kot psiholog, imate kakšen pogled v to? To je zelo optimistična iztočnica, da so dobri časi na vidiku, ne. Jaz jih ne vidim, no, prav zelo dobrih. Ne. No, te Zdaj, po indikatorjih, ne bom tako rekel. Anže je tudi prej omenil 2 relativno optimistična indikatorja, jaz bi omenil samo še enega. Zasebni sektor v Sloveniji je imel pred krizo približno 510 000 zaposlenih. Danes počasi lezemo proti 450 000. Po tem kazalniku smo daleč na repu vseh evropskih držav. Ne. Znotraj Evropske unije, ki ima tako ali tako precejšnje probleme z svojim položajem v svetu, ne, z lovljenjem nekega razvojnega tempa. Za nami po tem kazalniku je samo Grčija, tam, kjer smo mi nekje, so Španija, Portugalska, Ciper, pa nesrečna Hrvaška, ne, ki nam jo mladina daje za zgled gospodarske uspešnosti. Tako da jaz ne vidim, da so dobri časi na vidiku. Jaz mislim, da so dobri časi zdajle, pa recimo, da bojo približno taki časi še 3-4 leta, mogoče pa bo pa spet kriza. Saj vedno je kriza. In v naslednjo krizo bomo šli točno s takim javnim dolgom, kot je šla Grčija v prejšnjo krizo. In bomo šli točno s tako pripravljenostjo na reforme, če rečemo temu, ali pa na to, da pošlihtamo tiste zadeve, ki je vsakmu po zdravi pameti jasno, da jih je treba pošlihtati. Ne. In Grčija je pokazala, ne, da pol, ko polziš po tej negativni spirali, ne vem, v bistvu usihanja investicij, usihanja gospodarske rasti, povečevanja brezposelnosti, povečevanja stisk prebivalstva, ki potem politično reagira z nekimi socialističnimi refleksi, ne, da prideš nekje na točko, ko ni povratka. Ne. In jaz mislim, da Slovenija ima vse šanse, da ni nujno, ne, ampak da v roku 5 do 10 let pride čez ta prag. Ne. Tako da jaz
Ne bi začel z optimistično istočnostjo. Ok, v redu. Magister Steinbacher, vi se v raziskavah tudi ukvarjate z zdravjem finančnih institucij pa bank. To je tudi eno področje, kjer Slovenija nekako ni, je med temi državami ali pa med tistimi državami, ki imajo probleme v Evropski uniji. Bi morda kaj o tem? Ja, lepo zdrav še v mojem imenu. Zdaj, kot sta že, torej, ja, kar se tiče mojih raziskav, morda tukaj začnem pri vašem vprašanju kot neposredno. Zdaj, ki se tičejo bančnega sistema, jaz moram reči, da neposredno na slovenski bančni sistem še tega pristopa, ki ga uporabljam, nisem apliciral. Ne? To je še pred mano. Teda morda na to vprašanje odgovoril v naslednji priliki, ko bom pač tukaj daleč, lahko pa z gotovostjo oziroma nekako z tem očesom opazovalca, ki sem nekoliko bliže finančnemu sektorju oziroma bančnemu sistemu, kar se tiče pač torej raziskav, ki jih delam, pa lahko rečem v bistvu, da je naš bančni sistem izrazito rigiden, zelo monopolističen, centralističen, centralno voden in zdaj, kar se tega tiče, nepripravljen, da sledi dinamiki gospodarskega ustvarjanja. Ne. Zdaj posebej, če vemo, da je v bistvu bančni sistem kontinentalne Evrope tisti, če ga recimo primerjamo z bančnim sistemom čez lužo, v Združenih državah, kjer so pač finančni trgi predvsem bolj razviti kot v Evropi. Bančni sektor tisti, ki skrbi za torej, pretok likvidnosti med podjetja in nekako krepi oziroma financira podjetniško aktivnost v večji meri kot finančni sektor, kot je to v Londonu in pa v New Yorku. Zdaj, kaj bi odgovoril na to vprašanje, v bistvu hočem reči, da slovenske banke so tukaj del evropskega bančnega sistema, kar se tiče torej, organiziranosti, kar se tiče institucionalnega okvirja, v katerem morajo delovati. Tukaj pač je formalna torej monetarna politika v rokah ECB-ja, ampak jih pa bremenijo oziroma so pa kontaminirane s temi našimi torej, lokalnimi specifikami, predvsem imam v mislih torej, nadzor nad podeljevanjem kreditov in ta logika sledenja torej podjetniškemu sektorju, o kateri sem prej nekoliko govoril. Zdaj nekako ta sistem je del preteklosti, to je naš detek, ki smo ga dobili iz prejšnjega sistema in z njim še ga nismo prenovili. Je eden sistemov, ki nekako ni doživel prave spremembe, še zraven še drugih podsistemov, o katerih bomo mogoče kaj rekli v nadaljevanju. Teda jaz bi morda izpostavil ta vidik, kar se tiče našega bančnega sistema. Institucionalno smo čisto enaki, torej kot vse ostale države članice evra, kar se tiče bančnega sistema, ampak s to našo specifiko, žalostno, ki je privedla oziroma multiplicirala torej, torej plasma oziroma nekak pretok krize iz finančnih trgov preko bančnega sistema, torej v realno gospodarstvo. Pri nas smo tudi v tem času torej, doživeli pravo bančno krizo, ne samo finančne. Ta gospodarska kriza je v osnovi finančna kriza, v ZDA je finančna tudi ostala, tam se ni preselila v gospodarstvo, razen del je utrpel pač realni sektor, ki se ukvarja bolj z tradicionalnimi panogami, ampak so to že relativno hitro sanirali. Pri nas je pa to postala bančna kriza, preko finančne, torej bančna in seveda s to specifiko torej vpetosti bank v gospodarsko življenje v kontinentalni Evropi, posebej izrazita gospodarska kriza. To je najslabši možen scenarij, ki ga država lahko doživi, smo doživeli mi, enega slabših. Torej, zdaj, tukaj smo nekako žrtve samih lastne te nekonkurenčnosti bančnega sistema. Mogoče toliko kar se tiče bančnega sistema. Bi pa še morda, če smem, zdaj, ko že imam besedo, mogoče kar se tiče izzivov, glede na to, da govorimo o izzivih, na tem omizju, torej, zdaj, kar se institucionalnega okvirja slovenske torej države, v splošnem, če tu štartam, tiče, zdaj smo povsem primerljivi z recimo Slovaško-Češko, ki nas v gospodarskem smislu prehitevata, sta še bili pa nedolgo nazaj precej zadaj. Zdaj, kje je tukaj razlika je v načinu delovanja teh inštitucij, na eni točki in na drugi, torej, predvsem kar se tiče torej, vpetosti države v gospodarsko ustvarjanje, v neposrednem deležu. Pa mogoče v nadaljevanju še kaj o tem rečem. Ne bi bil tako optimističen, kot je bil kolega Anže, pa bi se morda malo bliže pridružil ali pa nekje vmes med tem, kar je gospod Vodilec povedal pred mano in tem, kar je Anže povedal v uvodu.
Hvala lepa. A smem jaz, ker smo ravno pri bankah, kar uskočiti? Prav, kar. Obseg kreditov, ki jih slovenski bančni sistem daje slovenskim podjetjem, je ta trenutek približno slabih 25% GDP-ja. Če bi gledali neto, če bi odšteli še depozite, ki jih imajo podjetja v bančnem sistemu, pridemo na dobrih 10%. Naš bančni sistem je na nivoju Zimbabveja. Mislim, 3/4 afriških držav ima bolj razvit finančni sistem kot Slovenija. Ne. Ker mi poleg bančnega sistema pa skoraj res nič drugega nimamo. Ne. In poleg tega, recimo, mislim, za konec leta imeli banke že približno 5 milijard presežkov depozitov nad krediti. Ne. To je enigma, recimo, za naše eminentne ekonomiste tipa JPD. Ne. Kako je to mogoče? Ne? V svetu in v Sloveniji na eni strani govorimo o poplavi prihrankov, ne? Ki pač deluje deflacijsko globalno, ne? Po drugi strani pa govorimo o prezadolženosti. Ne? Kako je to mogoče? Kaj je manjkajoči del, ki združuje te dve zadevi? Ne? Lahko še minuto se zame. Mi vsi vemo, tle med nami so gospodarstveniki, podjetje rabi vire za svoje delovanje. En del virov so krediti, en del virov mora biti kapital, ki absorbira razne šoke. Ne. In finančni sistemi, evropski, naš pa še posebej, ne, na viru prihrankov v bistvu generirajo samo depozite. Se pravi, depoziti, ki so vir kreditov, nekih virov, ki bi bili vir za ta kapitalski del pasive podjetij, tega ne generiramo. Ne. In če je kaj očitno ta trenutek v Sloveniji, je akutno pomanjkanje kapitala. Ne. To je v bistvu tudi guverner Jazbec enkrat izjavil, mislim, jaz so še lase po koncu, on je rekel, v Sloveniji ni drugega kapitala kot državni. Jesus, ne. A smo Sovjetska zveza. Ne. Ampak to je res, ne. In kako to, se pravi, nimamo kapitala v bankah, nimamo kapitala v tem nefinančnem sektorju, kako Slovenija to rešuje. Slovenija rešuje to tako, ne. Vsak finančni minister ali govori o tem, kako bo povišal davke na kapital, ali pa jih poviša, tako kot jih je Šušteršič. Zdaj, tisti, ki so malo starejši, pa se spomnimo onega sranja, ko je Jugoslavija crkavala, ne. Pa smo imeli razne sanacijske, kako se reklo takrat, predsednik izvršnega sveta, ne, ki so nam neke austerity ukrepe predpisovali. Mi sploh nismo vedeli takrat zakaj, ampak v bistvu zato, ker je Jugoslavija bankrotirala. Ne. In takrat je bilo tako zelo moderno govoriti, ne, da je treba spoštovati ekonomske zakonitosti. Glejte, v kakšni situaciji smo danes. Ne. Danes imamo sektor javnih uslužbencev, ne, kjer se na vsako prosto delovno mesto javi desetine mladih, ne, kjer pravzaprav nihče prostovoljno ne odide iz njega, razen v penzijo. Ne, v penzijo. In kaj bo vlada naredila? Ne? Vlada bo temu sektorju povišala plače. Ne? In kje bo vir za to? Ne? Povišala bo davke na kapital. Se pravi, en faktor, ki ima očitno previsoko ceno, ne? Ker če mu spustiš ceno danes 10 ali pa 20%, bo delal ravno tako in ga bo ravno toliko na voljo, mu boš ceno vmesno dvignil, vzel boš tistemu faktorju, ki ga rabiš, ke Sahara vodo, ne. In potem se boš čudil, da država ekonomsko crkuje in da se neka kvalitetna delovna mesta ne odpirajo. Hvala. Rok Novak, večkrat se oglašate v zvezi z pričakovanimi pokojninami. Če se ne motim, sem na Twitterju ali pa na Facebooku zasledil vaš citat, da
mlajši človek ne more biti prav pri zdravi pameti, če računa na to, da bo dobil pokojnino. Ena od problemov ali pa izzivov, ki je povezana ravno s tem, kar je dr. Vodopivec zdaj govoril, je naša neprilagojenost, nepripravljenost na demografske spremembe, ki se dogajajo, pa ki se čakajo. Tukaj se pa jaz strinjam, je pa slika verjetno najbolj črna. Kaj vi menite? Bom prvo si dovolil še par komentarjev na predhodno razpravo, pa potem se vrnem k tem nesrečnim pokojninam. Najprej to, naj pograbim to, ali imamo razloge za optimizem ali pesimizem. Ne? Jaz mislim, da imamo kar nekaj razlogov za črnogledost, zato ker je za nami ena velika zamujena priložnost. Ne? Namreč velika recesija 2008-2009 je bila ogromna priložnost. Če gremo gledati namreč zgodovino nekako strukturnih reform po svetu, ne? Omenjeni so bile Slovaška, Poljska, Češka, lahko bi še pogledali v Estonijo, pa celo Novo Zelandijo. Ne? Kar je vsem tem državam skupno je, da so šle v tisti velik reformni premik na vrhuncu neke krize. Takrat, ko je bila zadeva tako kritična, da enostavno s starim sistemom ni bilo možno nadaljevati, takrat so šli v paket reform. Ne? Hiter paket reform, in tukaj meni se zdi to ključno. Ne? Vse te države, ki so šle v nabor strukturnih reform, so delale po 4-5 pomembnih strukturnih reform hkrati v letu, 2-3. Tako da nikjer ni bilo recimo tega gradualističnega pristopa, kot se ga skušamo iti v Sloveniji, kjer bomo vse podrobno premislili, pa kjer izvolimo z rekordnim rezultatom novo stranko, ki nima programa, pa potem eno leto razmišlja, kaj bo sploh počela. Ne? To recimo nikakor ne more biti pot, da bi mi konkretno reformirali vse probleme, ki so bili na začetku omenjeni. Ne? Zato kljub temu, da mislim, da zaradi ene take zamujene priložnosti imamo razloge za črnogledost, pa mislim, da ne izgubljamo časa, ne, na takšnih omizjih, zato ker, ko se naslednjič odpre reformno okno, ne, je pomembno, da obstaja nekako v Sloveniji neka takšna sila, ki ima artikulirane in pripravljene takšne reforme, takšen paket reform. Pa če sem tukaj konkreten, ko ste me s temi pokojninami izvali, ne, bi se vrnil na eno izmed točk, ki ste jo na začetku omenili, namreč brezposelnost. Ne. Jaz mislim, da ni tako produktivno govoriti o problemu brezposelnosti, ker nam to zelo malo pove o tem, kaj je resnično problem. Mislim, da je bolj koristno gledati delež zaposlenosti. Namreč, če v Sloveniji pogledamo delež zaposlenosti in ga razdelimo po starostnih skupinah, ne, ugotovimo naslednje, da dejansko med srednjo populacijo od 30. pa do 55. leta imamo v Sloveniji nadpovprečen delež zaposlenosti glede na preostanek EU. Smo pravzaprav precej visoko. Na samem repu EU smo pa po zaposlenosti mladih do 30 let in pa starejših od 55. leta naprej. Ne. Kar kaže na eno tako strukturno težavo na našem trgu dela, ki mislim, da je precej večplastna, namreč na eni strani to, da smo študij spremenili pač v neko tako podaljšano socialno ustanovo v veliki meri. Ja, pa tukaj ne bi rekel, da je težava, da je študij preveč dostopen, čeprav tudi to se mogoče zdi po eni strani težava, ampak jaz bi rekel, da je bolj težava to, da zaradi tega, ker je tako veliko davčno breme na delo, je to enostavno, pa tudi zaradi tega, ker je splošno zaposlovanje tako nefleksibilno, je to najbolj enostaven način vstopa na trg dela za mlade. Zato enostavno imamo podaljševanje študija, da mladi delajo preko študenta in podobno. Na drugi strani pa, ja, s pokojninami je pa ta težava, da se v Sloveniji še vedno upokojujemo premladi, da tudi ta bela knjiga, ki jo je država ravno kar predstavila, ne, zato sem jaz pisal kolumno na to temo, ne, da pač vsak mlad človek v Sloveniji, ki verjame, ki zaupa v pokojninski sistem, je neumen. Ne. In jaz za to izjavo vsekakor stojim, zato ker bela knjiga, ki jo je predstavilo Ministrstvo za delo, nam zelo jasno pove, da tudi ob najbolj ostri varianti tega, čemur oni pravijo reforma, pa to ni, ne, se bo razmerje med številom vplačevalcev in številom
upokojencev še naprej poslabševalo, kljub temu, da je že zdaj eno izmed najslabših v EU, kar iz tega pa jasno sledi, da ali bojo v prihodnje še nižje pokojnine, ali bojo še višji davki, da bomo financirali te pokojnine, najverjetneje pa pač neka kombinacija obojega, ne. Zato danes, kar pokojninski sistem ponuja mladim je, izdatno plačujte za pokojninski sistem, hkrati še varčujte, ker iz pokojninskega sistema ne boste dobili dovolj za starost, pa zaupajte v celotno shemo, ne. Zdaj, meni se to zdi absurdno, zato tudi razumem mlade, ki se na vse načine skušajo temu sistemu izogniti. Mislim pa, no, da pa bomo o tem še kaj pozneje rekli, no, da je nerealno razmišljati o tem, da bomo prav pokojninski sistem od vseh stvari uspeli najprej spremeniti, ne. To je v bistvu najtežja reforma. To je reforma, ki zahteva kar nekaj manevrskega prostora v proračunu, če želimo preiti iz pay-as-you-go sistema, sprotnih vplačil, kjer pač tega denarja nikjer ni, ampak se sproti porabi v varčevalni sistem, je to izjemen javnofinančni izdatek tudi, ne, v tistem času. In to govorimo recimo o 20-letnem obdobju, v katerem bi mogli vsako leto za to imeti rezerviranih enih 5% BDP-ja letno, ne. To zahteva kar precejšnje reze na drugih mestih, tako da jaz mislim, da je precej drugih reform treba izvajati hkrati oziroma že pred pokojninsko reformo. No, mogoče sem medklic, ker delam na Hrvaškem, tam je ta zadeva bolj blaga, zato ker je razmerje med plačami in pokojninami za upokojence mnogo bolj neugodno kot pri nas, ker so tisto začetno vojno obdobje izkoristili tako, da so pokojnine zmanjšali in so pokojnine res zelo nizke. Ja, če se tukaj odzovem, ne, jaz mislim, da bo to edina pot tudi v Sloveniji, ne, in da se moramo o pokojninah enostavno začeti pogovarjati drugače, ne, ker tega denarja nikjer ni, ne. Jaz se včasih s starejšimi pogovarjam, pa mi celi ogorčeni lepo nazaj vržejo, da češ ne, kaj bi jaz zdaj tukaj njim njihovo neko socialno pomoč delal, da oni so celo življenje vplačevali in tak naprej. Ja, ne, ampak oškodovali so vas, to nategnali so vas, ne, mlada generacija zdaj ni kriva, da so vas prej 30 letja lepo goljufali v bistvu, ne. Jaz se sicer strinjam, da seveda, mislim, tudi moji starši so v tej generaciji, ne, ki je celo življenje vplačevala, pa zdaj lahko upa na zelo mizerno pokojnino in jaz se strinjam, da tem ljudem bo treba na nek način pomagati, ne. Seveda mi ne moramo imeti neke starejše generacije, ki bo na koncu ostala na cesti brez vsega, ne, ampak moramo se pa nehati pogovarjati o tem, kako pokojnine kar vsem pripadajo, ne, zato ker te pokojnine je treba plačati, ne, in te pokojnine bomo plačali ne na tak način solidarnostno nekako, kot ponavadi to ministrstvo za delo razlaga, ampak bomo enostavno te pokojnine sfinancirali skozi precej visoke dajatve na delo, kar pa kot vemo ima en kup drugih učinkov, ne. Pa tukaj bi samo še eno zadevo dodal, ne. Zdaj, pogosto se ljudje tukaj slepijo, da težava je pač tukaj v demografskem trendu, ne, in govorijo o tem, da težava Slovenije je demografski trend. Ne, težava Slovenije ni demografski trend. Demografski trend je pač dejstvo, ki gre skupaj z razvojem in to smo videli po celem razvitem svetu, ne. Zato, ker ko čas posameznikov postane vse bolj dragocen, ko imamo vedno večjo emancipacijo žensk konec koncev, ko otrok ne delamo več za delovno silo in podobno, razni kulturni faktorji, pač rodnost upade, ne, to je dejstvo. Pa tudi hkrati, ne, mi že danes vemo, koliko ljudi bo čez 25 let vplačevalo v pokojninski sistem, ne. To ni nekaj, kar lahko zdaj mi z neko promocijsko kampanjo, češ, ne, Finance so imeli nek absurden naslov zdajle pred kratkim, češ več seksajte, da boste imeli zagotovljeno pokojnino ali nekaj takega, ne, mislim. Jaz sem se komi zadržal, da nisem uredniku lepo pisal, da pač saj razumem, ne, to je tak naslov, da ljudje klikajo, ne, ampak s tem zavajamo, ne, ker tu ni rešitev problema, da bomo več seksali, ne, mogoče bomo zato bolj sproščeni, pa bo produktivnost narasla, ne, ampak pokojninskega sistema pa na tak način ne bomo rešili, ne, in tudi rodnosti ne bomo bistveno dvignili, tako da demografski trend moramo sprejeti kot dejstvo in prilagoditi sistemu temu dejstvu. Morda tudi en vzvod za pridobitev duše ljudi pri tem so prav virtualni pokojninski računi. Imam kolega na Češkem, on ve,
da če bo hotel imeti pokojnino iz javnega stebra v višini, mislim, da 65 ali 70% sedanje plače, bo mogel delati do 78 leta. On vsako leto dobi ta izračun, do koliko mora delati, če hoče imeti tako pa tako pokojnino iz javnega sektorja. In tukaj bi se tudi videli, da tudi tisti, ki so polno delovno dobo, včasih so bili prispevki sorazmerno nizki, zato ker je bilo pač upravičencev malo. Tako da, če bi saj informativno na nivo aktuarske pravičnosti postavili tudi obstoječe prejemnike pokojnin, je bil morda saj ta pritisk političen malo manj utemeljen, ker bi se pač pokazali, da več kot 80% populacije njihovi prejemki iz pokojninske blagajne niso sorazmerni z njihovimi vplačili. Okay, samo naj preverim, tukaj mislite z aktuarsko pravičnostjo, ne? Ker če gledamo aktuarsko pravičnost, kot bi jaz razumel ta pojem, je dejstvo, da v Sloveniji gre približno 4,5 milijarde letno za pokojnine iz javnih blagajn, prihodkov v te blagajne je pa okoli 3 milijarde, kar pomeni, da okoli tretjino pokojnin pač financiramo nekako tako. Se pravi, kaj to pomeni? Aktuarsko pravično je, da za začetek rečemo, da je treba pokojnine znižati za tretjino. Ne, znižati, samo... No, mislim, maso. Za pokojnine. Ne, pravičnost ne iščeš na nivoju celotne družbe, ne, ampak v luči tega, da se nekdo sklicuje na to, da je toliko in toliko let plačeval in da to, kar je iz tega, kar je plačeval, bi bil on zdaj upravičen dobiti to ali še več. Ne. Mislim, virtualni pokojninski računi tako delujejo, pač, da se izračuna na osnovi vplačil, ne na osnovi tega, koliko država mora še dodati. Ne. To sam kot en medklic. Gospod Šoba, vi ste podjetnik, tudi med drugim z nekaj izkušnjami tudi v državni upravi. To številko, ki je dr. Udopic dal, da je pač zasebni sektor pri nas manj kot četrtina ljudi dela v zasebnem sektorju. To je zame ena kar strašljiva številka in sem zelo hvaležen, da je bila danes izpostavljena. A vi vidite kakšno možnost, da se to premakne vsaj proti številkam, ki so bile še 10 let nazaj? Sveka, da imeli 500 000 v zasebnem sektorju. Več kot 500 000. Dobro, se to ne moramo kar gledati zdaj četrtina, ker neki imamo ipak otrok, pa njih verjetno tudi ne bomo Ne, četrtina vseh, ja, ampak... Ja, otrok ne bomo upregli, pa verjetno tudi upokojencev, mislim, unih res starih ljudi tudi ne moramo kar zdaj uprešti, ampak ja, še vseeno razmerje je tako, kako je. Kaj je bilo vprašanje, če vidim kakšno rešitev iz tega ven? Ja, tako počasno, gradualno, slovensko, ne, se tako, kako vse delamo, mislim, jaz bom tle malo Količev advokat, ne. Dajmo reči tako. Kakorkoli že mislimo, da nam je slabo, pa se nam je, pa nazadujemo, pa tako naprej, na vseeno ni tako čisto zares, tako ful slabo. Vseeno smo del Evropske unije, najbolj razvitega dela sveta, živimo na enem čudovitem koncu zemlje, ko nima ne resnih požarov, ne potresov, ne poplav, ne tako naprej. Tako da, zakaj so ljudje tako pasivni? Ja, če se nekaj prav groznega nimaš jutri za bat, ne, smo na ziher danes, tako ko je, se je čisto zadost v redu, ne. Kaj mi pa fali, ne? Imam nizko plačo, imam zadosti za iti poleti 2-krat na morje, po zimi grem v Kranjsko goro smučati, ne. Nimam prav nekega incentiva, da bi nekaj zares delal, ker vem, da če bom nekaj prav ful se trudil, mi je država tako vse pobrala, tako da rajš povprečen, kot to se splača, ne. In tako pri nas vse dela, ne. Pri nas je povprečnost v bistvu svetinja, gradualistom tudi, ne. In jaz mislim, da bomo tako šli naprej. Še zmer nam je ratalo, mislim, ko je že vse kazalo, da to, da bo crknilo, ne, smo naredili toliko, da je šlo naprej, ne. In jaz mislim, da je to neka intrinzična lastnost tega naroda in da je tako se naučil preživeti skozi stoletja in ne, nikoli se ni zares premočno. Jaka, oprosti. Čakaj, sem Količev advokat, zdaj to mora biti. Jaz imam 2 fanta študenta, ne. Jaz mislim, da je precej manj kot 50% možnosti, da boste ostala v Sloveniji, ne. Sej, jaz bom šel tudi verjetno ven, sej. Se pravi,
precej možnosti, da bom jaz svoje vnuke videl samo po Skypu, ne, pretežno. In priti in govoriti, da je to kar fajn, no, pa da je kar fajn. Pa, Ne, jaz ne pravim, da je pa fajn. ni, no. Jaz pravim, da ljudje to Mislim- sprejmejo kot fajn. Tle je drugo, mi smo tle panel ljudi. Ne, ljudje ne sprejemajo, ko je fajn. Ljudje so nezadovoljni, ko hudič, no. Zdaj rekel z neki, ne, ljudje so zmerno zadovoljni. Ja, ne. Včasih so zadovoljni, trenutno so zelo nezadovoljni. Ne. Trenutno so zelo nezadovoljni, Ja. to je res. Ampak ljudje zmeraj hočemo nekaj več in smo zmeraj pomalem nezadovoljni. Jaz sem predstavnik generacije, ki je verjetno tako, mislim, zdaj jo že čisto To se uradno. zdaj zrelativizira vse, a veš. Ne, jaz sem zdaj, mislim, So Jaz pravim samo takšna, objektivni kot je. kazalniki, ki kažejo, da smo za nič. seveda so In da bi objektivni. lahko bili bistveno boljši. Se z vsem In da bi strinjam. lahko tvoja žena dobila boljši job v Sloveniji v inštituciji, ki si lahko privošči tudi denar za Vse. opremo pa za material, pa da bi moji otroci dobili tak job, kot se spodobi. Z vsem se strinjam. Z vsem se strinjam. Se pravi, tle je en panel ekonomistov, racionalnih, to je vse fajn. Dajmo začeti s tem, z diagnozo, da je sranje. No. Ne, da je kar ne, v redu, no. diagnoza, da je Ja. sranje, je že pravilna. Ne? Jaz samo pravim, da Marx je včasih govoril o diktaturi proletariata. Ne? Pol ga je pa Weber popravil, da ne bomo imeli diktaturo proletariata, ne? Ampak bomo imeli diktaturo birokracije. Ne? In to se nam trenutno dogaja. Imamo eno birokracijo, ki je ogromna, je povprečna in je zadovoljna s tem, kar je. In si ne želi sprememb in je večina. Ne, in tle pač pika. Ja, mi se lahko strinjamo, da je vse v riti, da je katastrofa, da objektivni kazalniki kažejo, kar kažejo, ne? Ampak dokler imamo demokratične volitve, bomo verjetno na demokratičnih volitvah izgubili. Se strinjam, da se je treba truditi in iti proti temu in ustrajati in vse to se strinjam. Vse to se strinjam. In probati ljudem povedati, da nimajo prav, in da se oni motijo in da imamo mi seveda prav, ker smo pametni. Ne. Hvala. Sem mislil, da moramo že kar domov. Ne, jaz pravim, ljudem je treba povedati, da smo mi tisti, ki imamo prav in oni se seveda motijo. Ne? Ker to je edino normalno, da jim povemo. Ne? Ampak oni bojo še vedno šli na volitve in bojo verjetno volili za to, kar je nek status quo in bojo oni pri tem ustrajali. Ne? In mi bomo seveda zgubili živce in šli po volitvah žalostni na pivo in bentili čez grozno usodo. Ne? Ampak nažalost mislim, da bo to več ali manj tako še nekaj časa ostalo. Jaz mislim, da je tle mogoče tudi en tak kulturni dejavnik. Mi smo kar naenkrat smo prišli iz te, rečemo, srednjeevropskega mileja kot neka južna provinca nekdanje Avstro-Ogrske v ta mediteranski milje, kjer so tudi nekatere bivše province Avstro-Ogrske, naprimer Italije in pa Hrvaške. In ta nekak razpetost med potrebo po biti učinkovit in delaven, pa med tem dolce far niente, je pri nas, se mi zdi, vse bolj prisotna in mislim, da je en velik izziv ali pa vprašanje res, kdaj oziroma a bomo še pravi čas opazili, ko bomo prišli do tiste točke, kjer je do zdaj ena država prišla, ne, to je Grčija. Prej so že večkrat govorili, da bo Italija prišla, da je blizu te točke, od kjer ni več povratka in bo šlo vse na kose. Trenutno zdaj, že po več krizah in potem, ko je tudi v Evropi zmanjkuje ne natiskanega denarja, pač natiskanega in zgleda ne bo nikoli zmanjkalo, je edino Grčija trenutno taka, kjer vsi že vejo, stvar je šla preko roba, čeprav ljudje tudi tam, bi rekel, še lahko reče, da kdo še zadovoljno živi, vendar tam mislim, da je pa res odstotek tako majhen, da vas bi, če bi na takem grškem omizju nekdo reče, da je še kar v redu, verjetno bi ga izžvižgali. In zdaj zame je nekak izziv, ko ga za vas postavljam, a bomo opazili tisto točko, je moč opaziti tisto točko, od kjere gre lahko res samo še dol, dokler se družbene strukture A se Grki pogovarjajo o strukturnih reformah, ali pravijo, da so vsi ostali krivi, oni imajo prav in Evropa pet, kjer si prišla. Ne? To je tisto, kar se morate vprašati. To pomeni, da ni možno opaziti te točke, ne? Ne, oni niso dobri reakcija primer je za to. kontra. Ja. Ne? Jaz nisem kriv, ne? Jaz imam prav, ti nimaš prav. Ne? Jaz imam prav in vsi ostali ste proti meni in ste grdi in ste zlobni in me hočete nekam spraviti in v lakoto in ne vem kaj. Ne?
ker mi pa Grki pa že vemo za Grke, kaj je prav. In jaz mislim, da je to ta reakcija, ki se bo v Sloveniji zgodila. Ne? Enkrat, če bo šlo res še nižje, kot je trenutno, ne bo zmagala ekipa racionalnih ekonomistov, ne? Ampak bo prišla gor bodisi ekipa Luke Mesca in tako naprej, ne? Ali pa neka ekipa na desni, ki bo s plamenicami okoli hodila pa izvajala neke druge zadeve, tako kot se je v Grčiji Zlata Zora na eni strani zgodila in na drugi strani Siriza. Pač kriza rodi ekstreme, ne racionalnega razmišljanja in premisleka o tem, kar je treba narediti. Nažalost. No, jaz se tu mogoče vse ne bi čisto strinjal, no, če smem. Jaz tako kot sem prej rekel, krize so pogosto rodile tudi enormne reformne premike. Ne? Veš, mislim, če gledaš, ne vem, Velika Britanija takoj po drugi svetovni vojni se je obrnila v eno tako epizodico svojega socializma. Ne? Socializma, pač kolikor so imeli oni približek tega, pa so do 70-ih let postali pač za svoje standarde razmeroma revna država na robu bankrota. Ne? A veš, pa so ravno tako šli potem v 20 let reform. Ne? Podobno zgodbo ima za seboj recimo Nova Zelandija, ne vem. Švedska konec koncev. Švedska je pravzaprav zelo lep primer, ker naši socialisti jo radi dajejo kot zgled, pa če vzamemo Švede za zgled, sem jaz takoj za. Ne? Švedska je šla se pravi, v začetku 90-ih, ko zaide oni v bančno krizo, so šli lepo v enormno privatizacijo, so šli v deregulacijo trga dela, so šli v nižanje davkov, v nižanje javnih izdatkov, v fiskalno konsolidacijo, imajo fiskalno pravilo, ki dejansko deluje, ne pa tako kot pri nas. Tako da jaz sem za švedsko strategijo v Sloveniji takoj. Ni samo vprašanje tega, da imajo oni neke in sploh kulturne vrednote in tako kot se vedno govori, ampak dejansko so izboljšali institucije in so šli v smer liberalizacije. V Sloveniji tega nismo naredili. In še vedno nismo uporabili krize kot priložnost. Ampak jaz mislim, da bomo to slej kot prej mogli narediti, zato sem precej žalosten, da se je zadnjo krizo zamudili. Moja zaskrbljenost tukaj gre v to smer, da mogoče naslednjič priložnost ne bo glih ravno tako dobra, ker mi smo velik del manevrskega prostora zapravili. Mi smo v času zadnje krize, ki smo se v Sloveniji odločili podaljšati na 6 let, namesto na 2, tako kot večina evropskih držav, smo v bistvu javni dolg početverili z 8,2 milijarde leta 2008 na 32 milijard konec leta 2015. Tako da ta manevrski prostor, ki smo ga mi nekoč imeli, je tukaj izginil. S pokojninskim sistemom vidimo, kakšna je zadeva, torej kaj pomeni to kot breme za naše javne finance v prihodnje. Če poči na Kitajskem ali pa v Rusiji v naslednjem letu ali 2, jaz odkrito povedan si ne predstavljam, kaj bomo v Sloveniji naredili. Zato, ker naš trg dela ostaja, kakršen je bil, imamo 260 reguliranih poklicev, imamo izjemno nefleksibilno zaposlovanje in zaradi tega vstopne ovire za mlade, kot sem prej načel temo. In mislim, da ne bo tega manevrskega prostora, da bi pa rekli, evo, zdaj pa mi imamo rešitve in bomo mi to enostavno naredili. Kar pa nas potem lahko pripelje do grške situacije, kjer jaz moram reči, da kljub temu, da sem bil svoj čas do Grkov zelo kritičen, bi pa tukaj jaz mogoče šel malo hudičevega advokata, glede na to, da je že Jaka to prej storil. Jaz mislim, da v veliki meri si Grki dejansko niso sami krivi. Zato, ker takšna situacija, v kateri so bili oni postavljeni z visokim javnim dolgom, z visokimi zahtevanimi obrestnimi merami za zadolževanje, pravzaprav je bilo precej jasno, da ne bojo rešili situacije že pred parimi leti. Pa se še vedno to kalvarijo nadaljuje, zato ker je pač to stvar projekta evra, kar nas mora tudi zelo skrbeti. Monetarna unija kot takšna je v veliki krizi. Jaz sicer nisem finančnik, ampak odkrito povedan si pa ne predstavljam, kako se bo monetarna unija, kakršna je, obdržala na dolgi rok, zato ker enostavno so strukture gospodarstev članic preveč različne, tudi politična stališča so preveč različna v posameznih članicah. In če gledamo, pravzaprav evropska kriza, zakaj je tako dolgo trajala, pa zakaj marsikje na nek način še vedno traja, je zelo tesno povezana z evrom kot valuto. In strukturna tveganja, ki jih evro povzroča, zaradi tega, ker pač
tudi zdaj s kvantitativnim sproščanjem, ne nazadnje, ne, pač ustvarjamo neko situacijo, kjer se državam, ki niso konkurenčne, kjer imajo slabe strukturne pogoje, daje neko kritje, da še vedno dobijo sredstva na trgu razmeroma ugodno. Mislim pa tukaj na trgu uporabljam zelo radodarno, ker pravzaprav dobijo sredstva od ECB, ne, v veliki meri, ker pač ECB odkupuje obveznice, ne, kar je tudi pomemben način financiranja za Slovenijo. Ne. To je ena velika potuha, da državam ni potrebno sprejeti strukturnih reform. Ne. Tako da, ko poslušamo, ne, od kakšnega Marija Draghi ali koga podobnega, kako pač zagotavlja z trenutno monetarno politiko Evropska unija pač pogoje za zagon gospodarstva, je vprašanje, če s tem ne napihujemo samo novega balona. Ne, za začetek definitivno napihujemo balon javnega dolga. In kot pravim, tukaj je ena velika potuha, tudi te razne Junckerjev investicijski načrt 300 milijarden, ne, ki sicer sej tistih 300 milijard ne bo nikoli realiziranih, ne, ampak njegov načrt tukaj ne spet vprašanje, kako bodo ta sredstva porabljena, ne, če bodo vsi tako pametni kot v Sloveniji se šli razne druge tire, ne, s priznanimi mnenji naših eminentnih ekonomistov, ne, kot je JPD, ki je bil prej omenjen. Čeprav mislim, da P je zginil v zadnjem času. Nova žena ne mara P-ja. Tako da, ne vem, no, jaz tukaj mislim, da je veliko razlogov za zaskrbljenost, ne, tudi v tem, kaj bo z Evropsko unijo. Ne. Kar pa ne vem, že Brexit v kratkem nam bo povedal, kaj lahko z Evropsko unijo kot tako pričakujemo v kratkem. Ampak ja, no, ne bi pa hotel biti tako pesimističen tukaj kot Jaka, češ, da itak nam ni nobene pomoči, ne. Jaz mislim, da reformna okna se odprejo takrat, ko javnost spoznane, da zdaj je pa res hudič vzel šalo, ne, da, dobro, sicer nekateri čakajo zelo dolgo, ne, do takrat, da zmanjka moke, sladkorja in piva, ne, tako kot v Venezueli. Jaz upam, da bomo v Sloveniji to zmogli malo hitreje spoznati, da je potreba za reforme, ampak mislim pa, no, da izkušnje kažejo, da je pomembno, da takrat obstaja neka ekipa odločnih reformistov, ki imajo pripravljene te reforme. Tudi nenazadnje Poljska je bila omenjena, ne, kot najbolj svetov primer in dejansko zadnjih nekaj let imajo daleč najvišjo rast v EU. Ne. Če pogledamo recimo Leszek Balcerowicz, njihov finančni minister v začetku 90-ih, ki je tisti reformni preboj sprožil na Poljskem, on je pravzaprav neko tako intelektualno skupino, ki je pripravljala reforme, oblikoval že nekaj let pred razpadom Sovjetske zveze, že tako 87, 88, 89, oni so takrat že pripravljali reforme. Ne. Tako da, takoj ko se političen moment odpre, takrat mora lepo program že biti, takrat je treba vedeti, kakšna bo administrativna reforma, kakšna bo javnofinančna reforma, kakšna bo pokojninska reforma in je samo treba začeti na tem delati. Ne. Lahko jaz nekaj. Ampak še v bistvu, da boste kaj povedali. To bi rad videl, resnično. Se bomo potrudili. Kakšne reforme? Se bomo potrudili. No, Vi jih povejte. če poskušamo biti konstruktivni, naredimo en miselni poskus, ne, recimo, da pa zdaj predsednik vlade Cerar in pa minister Mramor se odločita, da bosta nekaj reformnega naredila, ne preveč posledsko, ampak eno stvar bosta pa res speljala do konca. Kaj je tisto, kar bi jim rekli, tega se lotite pa takole se lotite, recimo predpostavimo, da jima ne gre za politično preživetje, da bo to sterala tudi, da se razpusti parlament. Mislim, teh reform, ki bi jih mogla narediti, je ogromno. Ampak tisto, kar bi kratkoročno, to že vemo, pokojninsko je ena leva vlada poskušala blago narediti, pa je potem na krilih visokega proračunskega primanjkljaja mogla odstopiti. Mislim, problem z reformami, vse te strukturne reforme so v bistvu dolgoročno ravnane, terjajo svoj čas. Ne. Če govorimo o trgu dela, ne, to mogoče je še ena najbolj kratkoročnih reform, ki bi jih bilo treba sprejeti. Ne. Zdaj v zadnjem poročilu Umarja o razvoju, ne, 2016, lepo dokažejo, da vse te Vizjakove reforme trga dela, ne,
v bistvu nič niso pomagale pri odpravi dualnosti trga dela, ne. Še vedno imamo ogromno število tako imenovanih pogodb za določen čas, še vedno imamo ogromno uporabo agencij za zaposlovanje, še vedno imamo ogromno uporabo na trgu dela študentskega dela, ki je nek substitut in v bistvu edina fleksibilna še do zdaj, čeprav lani so ga tudi obremenili z dodatnimi prispevki. Tako da v bistvu dualnost trga dela ostaja in to bilo nujno potrebno nasloviti z vpeljavo enotne pogodbe o delu, lahko jo imenujemo za nedoločen čas ali pa za določen čas, kakorkoli, pač važno je samo, da ko delodajalec nima več dela zate, da te lahko odpusti v roku 3 mesecev, recimo, brez večjih stroškov, ne. To je trg dela. Potem s trgom dela zelo povezano, tesno povezano so seveda tudi administrativne vire in regulacije, regulirani poklici, ne, kot je bilo omenjeno, ne. Tukaj je bilo potrebno narediti v paketu, prevetriti celotno zakonodajo, pogledati samo, katere poklice se splača ohraniti, imeti regulirane, torej tam, kjer gre dejansko za ogrožanje življenja in zdravja ljudi, ostalih 260, kot jih imamo zdaj večino, od teh 260 bi bilo treba popolnoma deregulirati. Samo na ta način bomo lahko zaposlili vseh teh 100 000 in več ljudi, ki je trenutno brez dela. Potem naprej obdavčitev, ki je zelo tesno povezana z javnofinančnimi izdatki, ne. Vi ne morete narediti kaj drugega kot nekih malenkostnih popravkov v davčnem sistemu, če ne zarežete v javno porabo. Javno porabo pa lahko zmanjšate ne z zmanjševanjem plač v javnem sektorju, tudi to ima svojo mejo, ampak z zmanjševanjem števila zaposlenih. To se naredi tako, da se pogleda od ministrstva do ministrstva, od službe do službe, ali potrebujemo to službo in oziroma ali potrebujemo to zakonodajo oziroma ta del pravnega okvira, ki daje podlago za to službo. Torej skupaj z deregulacijo bo verjetno lahko odpravili avtomatično tudi določeno število zaposlenih in jih sprostili, da so na voljo v privatnem sektorju. Ena slabost našega sistema je tudi to, da ne samo, da zaposlujemo ogromno ljudi v javnem sektorju, ne, približno četrtina, 160 000 jih je samo v javnem sektorju, pa prištejemo še paradržavo in ljudi zaposlene v državnih podjetjih, smo tam nekje na tretjini, ne, celo. Torej, glede na omejeno število izobraženih ljudi, ne, pri nas jih okrog 56% je zaposlenih v tem javnem sektorju. Se pravi, premalo intenzivno uporabljamo njihovo znanje, njihov človeški kapital v privatnem sektorju, kjer pač bi ustvarjali dejansko neko dodano vrednost, ne. Recimo za ZDA je ta številka samo 24 000 vseh izobraženih ljudi je zaposlenih v javnem sektorju, ne. Torej, nujno bi bilo potrebno zmanjšati zaposlenost v javnem sektorju, s tem bi znižali izdatke javnega sektorja in lahko bi razbremenili delo. Najbolj pereča je davčni primež najbolj izobraženega, najbolj produktivnega dela, ne. Kolegica Tanja Kosi, ki iz Umarja tamle sedi, je lepo pokazala, da smo izmed primerljivih konkurenčnih država z najvišjo mejno obdavčitvijo dela pri višjih dohodkih, ki doseže, mislim, da 60%, ne, za te zadnje evre. Torej, z drugimi besedami, če dobiš zadnji evro, ne, ti država avtomatično pobere 60% tega, ko prištejemo še DDV zraven, smo nekje na eni tretjini tega zadnjega evra, je samo tvoj na razpolago, ne. In pa seveda pokojninska reforma dolgoročno, ne, tukaj bi šel sistem, kot ga ima Švedska, ne, torej te notional accounts, ne. Oni imajo nek prvi steber, ki ga financira država, to je, če ne dosežeš, če si socialni problem, če ne dosežeš minimalne pokojnine, ti pač država, solidarnostno davkoplačevalci krijejo to minimalno pokojnino. Ostalo je pa pač čisti avtomatizem. Oni so dali ta pokojninski sistem v 90-ih letih popolnoma so izločili iz politike, vsakoletnih preigravanj,
koliko naj bo doba upokojevanja, koliko naj bo količnik, kakšna višina pokojnine, ne, vse je avtomatizirano, kar priteče notri, ne, skozi prispevke, toliko lahko tudi odteče ven v pokojnine, torej to je dejansko, tako kot se jaz predstavljam, aktuarsko uravnoteženost. Imajo sicer nek buffer sklad za krizo, recimo, ko so ga zdaj vklopili leta 2010 v tej krizi, ampak enostavno, če se pričakovana doba trajanja življenja podaljša, se avtomatsko podaljšuje oziroma zmanjšuje pokojnina ali pa podaljšuje vstopni pogoj za pokojnine. Če se zmanjšuje ali pa povečuje povprečna plača, se avtomatično zmanjšuje ali pa povečuje penzija, ne? Ker pay-as-you-go sistem in pa tudi, ne, s tem se ne bi strinjal s tabo, da je rešitev v naložbenih sistemih pokojninskih. Ja, če si otok, okrog tebe pa noben nima demografskih problemov, če pa si, kot je Slovenija je, ne, in večina sveta bo imelo prej ali slej demografske probleme, potem te kapitalski naložbeni sistem pokojninskega sistema čisto nič ne reši, ne, ker vrednost tvojega premoženja delnic, kamor si naložil za pokojnine, je vredna toliko, kot aktivna populacija ustvari. Če ta pada, je vrednost podjetij manjša, tako da to ne rešuje problema, ne. Tako da, torej ta švedski sistem je dobra stvar in dolgoročno vzdržna stvar in ljudi je transparenten in ljudi sili, da čim dlje delajo, ne, čim dlje delajo, ker oni točnejo vsako leto dlje, ko delajo, toliko višjo pokojnino bodo imeli v preostanku življenja. To je ukrepal kar za en, skoraj bi rekel, vladni program. Doktor Vodopivc, vi se malo spogledujete s politiko, kjer od teh ukrepov je pa mogoče najlažje prodati slovenskim volivcem, ali pa vsaj kritični masi slovenskih volivcev. Nimam pojma. Jaz mislim, da se slovenskim volivcem, slovenski volivci pogrešajo neko normalno, kompetentno ponudbo na političnem trgu. To je dejstvo. Vprašanje, če je kdorkoli v stanju tako ponudbo oblikovati v tem sistemu. Zdaj, če ste preoprašali, katera je najpomembnejša reforma, ta trenutek jaz strinjam z Anžetom, ne, trg dela in pa privatizacija, predvsem zato, ker te zadevi nič ne staneta. Ne. Vse drugo, zmanjšanje davkov, karkoli, reforma pokojninskega sistema resna, vse te zadeve stanejo in mi manevrskega prostora v proračunu nimamo. Ampak je pa tako, ne. Zdaj, meni se zdi nesmiselno prežvekovati 100-krat povedane zadeve. Ne. Rok je sicer mlad, pa se mu zdi, da bi se morala oblikovati neka ekipa, ki bi imela narejen program, ampak vse v bistvu te ideje so v slovenskih medijih in javnostih se reciklirajo, ne vem, od srede 90-ih, najkasneje, ko sem jaz začel pisati kolumne redne v Delu, pa potem Miča Mrkajič, pa Janez Šušterič, pa Mlado ekonomisti, pa zdaj pač vse je ta nabor ljudi, ki vejo, kaj narobe obstaja. Ne. Vsake toliko časa se komu strga, pa malo zaradi svoje psihoterapije začne malo pisati, ampak to ne pelje nikamor. Ne. Spravi, edina strukturna reforma, o kateri po mojem splača pogovarjati, je to, kako zagotoviti volilno zmago desne sredine vsaj za en mandat. Ne. Ker čim pridemo v detajle, ne, se bomo skregali. Recimo nas tle druži mogoče neke skupne fundamentalne ideje, ne, da verjamemo v zasebno pobudo, ne verjamemo v neko centralno planiranje, v etatizem, ne verjamemo v birokracijo, ne verjamemo v socializem. Ampak, ko bomo prišli do detajlov, ne, jaz lahko zdaj z Rokom tle 3 ure razpravljam, zakaj so njegove ideje o pokojninski reformi napačne in neizvedljive. Ne.
pa zakaj ni pametno, da probamo tlele biti pametnejši od Evropske centralne banke pa od Evropske komisije, ker nismo. Mario Draghi je pametnejši od vseh nas tule skupaj. Ampak mislim, da če bi bil ta vzvod te volilne večine, bi se pa okrog osnovnih ukrepov zelo hitro izpogajali med sabo. Mislite, da ni nevarnosti, da bi dobili socializem z drugačnim obrazom? V primeru zmage desne sredine. Da mogoče le v oblikovanju nekih ukrepov, nekih rešitev predhodno, pa v nekih zavezah, ki bi bili sprejeti predhodno, bi bila neka varovalka, da ne bi dobili socializma z desnim obrazom, ali kako bi desni? Mislim, da ne. Mislim, da če gledamo danes SDS, NSI, se pravi večina tega desnega pola, je dosti liberalno usmerjen na gospodarskem področju in da tega problema ne bi bilo. Sigurno bi bili problemi z nekimi detajli, ampak jaz ne verjamem, da se da take stvari vnaprej zmeniti. Verjamem pa, da se da potem, ko si v konkretni situaciji izpogajati neke uporabne ukrepe. Magister Steinbacher bi mogoče više izpostavil kakšnega od ukrepov, ki jih je dr. Burger najel, ki vam je najbolj blizu ali pa najbolj uresničljiv? Zdaj, v bistvu je tako, da zdaj jaz sem na tisti strani ekonomistov, ki stojim na stališču, da ne glede, koliko si pameten, ne moreš planirati gospodarstva. Zdaj, torej deregulacija na vsak način. Torej, jaz bi šel v deregulacijo poklicev, ki so zapečateni pri nas v Sloveniji in omogočajo določenim slojem podjetnikov, to niso pravi podjetniki, ki so pač preveč vpeti v to odvisnost od državnega aparata, da se tudi nekako odpre možnost ostalim, ki bi se želeli s podobno dejavnostjo ukvarjati. Torej deregulacija, ker sem pač zato, da mehanizem ponudbe in povpraševanja tisti, ki razčisti, kdo ima prav na trgu, in daje nagrado v obliki nakupa storitve oziroma nakupa izdelka, pa to tudi pristojnost, pa moč v končni fazi potrošnikov. To je najbolj čista oblika demokracije, če smo že torej razpravljamo o politično-demokratičnem sistemu, pa je tudi dobro vedeti, da je pa demokracija v tržnem smislu najčistejša oblika prosti trg, ker kupci odločamo o tem, kdo ima prav. Vsak trenutek, ne samo na 4 leta. Torej vsak moment, ko izbereš en kos kruha, namesto drug, ko si določil zmagovalca, tisti trenutek. In to s svojim denarjem po možnosti, ne z davkom. Kar bi še jaz v Sloveniji spremenil, je na vsak način poenostavil davčno zakonodajo. To sodi tudi k deregulaciji, namreč razni torej, prikriti načini financiranja v obliki subvencij pa raznih načinov dodeljevanja posebnih torej finančno statusnih pravic, so tisti, ki bi jih veljalo upoštevati. To spet pripelje k večji učinkovitosti, večji preglednosti delovanja davčnega sistema, k lažjemu pobiranju davkov. Jaz sem velik zagovornik, recimo enotne davčne stopnje, zdaj, kolikor se sliši utopično to izvajati pri nas na Slovenskem, je pa to najučinkovitejši sistem, ki deluje, in ne zniža, če je pravilno nastavljen, ne zniža prihodkov v državni proračun. Nič ni treba spremeniti, samo z enim ukrepom se torej davčni sistem spremeni, pa bojo praktično prihodki ostali takšni, kot so. Potem pa se lahko o ostalih o stopnjah pogovarjamo. Dvignimo učinkovitost sistema, ki ga trenutno imamo, torej dajmo vse, kar se da neučinkovitosti odpraviti, na način, da bo v prihodnosti omogočale povzročale manj stroškov. Potem se pa dajmo o vsebini pogovarjati, kaj bi pa sistematično kakšno stvar spremenili v smislu pokojninskega sistema, v smislu zdravstvenega sistema, še nismo nič govorili o njem, v smislu torej višin davčnih stopenj in kje je država potrebna, kje ni potrebna. Se pravi, jaz bi začel pri deregulaciji. Kandidata, to se pravi, imamo že deregulacijo. Še kolega, boste vsaka svojega kandidata glede prioritete dodala ali pa dala podporo temu? Jaz vsekakor prikimam temu, kar je bilo že rečeno, sploh Mitja mislim, da ima zelo prav z deregulacijo, ampak eno stvar bi še pa omenil, ki jo predhodniki niso, pa se meni zdi pravzaprav predpogoj za vse druge reforme. In sicer administrativno reformo, ker, kot je prej gospod Vodopivc rekel, ljudi, ki približno vejo, kaj je težava v Sloveniji, pa kakšne bi bile rešitve, verjetno je kar nekaj, pa kakšnega smo že kdaj imeli za ministra.
Pa rezultati niso bili glih impresivni. Ne? In sicer jaz mislim, da razlog za to v veliki meri je, da pač minister še zdaleč v Sloveniji pač dejansko ni tako zelo sposoben pri izvajanju svojega programa, kot bi si želel. Ne? Zato, ker ima pod seboj eno uradniško strukturo, ki jo mora tudi pripraviti, da vse to dela. Ne? Pa ta uradniška struktura je lahko precej nevoljna to narediti, pa tudi neučinkovita pri tem izvajanju. Ne? Jaz tukaj, če si lahko privoščim eno tako kulturno referenco, ne? Recimo Britanci imajo takšno luštno staro serijo, ne? Yes Minister, pa Yes Prime Minister, o tem, kako fino funkcionira uradniška birokracija, ne? In lahko politike pravzaprav izjemno zavira pri tem, da bi sploh izvedli svoj program. No in tukaj jaz mislim, da lahko se zgledujemo po Novi Zelandiji, kaj je možno narediti, in sicer, da pravzaprav ministra preoblikujemo v nekakšnega direktorja, ki najema izvajalce svojega programa. Ne? In potem posameznim direktorjem svojih sektorjev v ministrstvu v bistvu daje razmeroma visoko avtonomijo pri doseganju ciljev, ki so zastavljeni, oni dobijo svoj budžet in potem se jih ocenjuje kot direktorje. Ne? Če so dosegli svoje cilje, super, če jih niso, pač ti šment službo. Ne? In pri tem imajo tudi potem te direktorji imajo avtonomijo, da krčijo oddelke, da povečujejo oddelke znotraj sredstev, ki so predvideni, da outsourcajo del svojih aktivnosti. In to se mi zdi, da je lahko pomemben korak k dvigu neke učinkovitosti znotraj javnega sektorja, pa tudi korak k temu, da izločamo ljudi, ki enostavno so nepripravljeni izvesti program ljudi, ki pridejo enkrat na oblast. Seveda, kaj to konkretno pomeni? Ne? Kolektivna pogodba je zastarel mehanizem, ki ga je potrebno v celoti odpraviti. Jaz moram reči, da kot liberalec kolektivne pogodbe ne morem razumeti pri najboljši volji. Mislim, da je eden izmed hujših posegov v svoboščine in mislim, da bi bilo treba ta institut v celoti odpraviti. Podobno bi bilo za pogledati tukaj v povezavi s tem, no, v zakonodajo v zvezi z reprezentativnostjo sindikatov. Ne vem, če veste, to je eden izmed starejših zakonov v Sloveniji, še vedno ga imamo v veljavi v isti obliki, kot je bil sprejet leta 1993. Ne? In takrat pač so sindikati bili še vedno razmeroma močni, zato ker leta 1993 je bilo članstvo v Sloveniji v sindikatih še vedno prek polovico delavcev, danes je nekje na petini, zadnje podatke imamo za leto 2013, pa je ravno na 20%, ne? Pa še vedno so sindikati najmočnejša politična sila v državi. Mislim, da ne pretiravam, če to rečem, ne, zlorabljajo javno infrastrukturo za to, da se grejo svoje politične projekte in nobena stranka v Sloveniji se ne more s tem primerjati. Ne. Veste, tako 2-3 leta nazaj, ko so bili pomembni protesti, so recimo na faksih zlorabili podatkovno bazo naslovov študentov, da so jih obveščali o protestih, na katere grejo. Ne. Katera stranka si lahko privošči 50,000 študentov Ljubljanske univerze poslati maile, da naj pridejo na proteste, recimo. Ne. Jaz mislim, da nobena stranka v Sloveniji nima take moči, medtem ko sindikati si pa lahko to privoščijo. Ne. Pa profesorji odpovejo predavanja za to, da se lahko študentje udeležijo protestov, pa take zadeve. Ne. In to, no, mislim, zdaj slišati bo to nekako nastrojeno, če rečem, da je pomembno oslabiti sindikate, ne. Pa ni moja poanta tukaj, da bi bil nastrojen, ne, zato ker sindikati kot taki imajo recimo neko legitimno funkcijo lahko v družbi, da pač se delavci skozi njih pogajajo, da so njihov predstavnik, to je vse v redu, ne. Ampak sindikati pri nas so močno presegli to svojo vlogo, pravzaprav v veliki meri se grejo enega upravljanja države, tudi zdaj vidimo, ne, ta zadnja pogajanja, ki so se ravno začela, ne, jaz moram priznati, da tukaj, ne, jaz predvidevam, da bo spet država oziroma minister, da bo na celi črti popustil in bojo na koncu v veliki meri pač dobili to povišanje sredstev, ki so si ga zamislili in spet potem bo imel minister Mramor izgovor, ja, ti šment z uravnoteženjem proračuna ne gre, kot smo načrtovali, kar zdaj so dali v program stabilnosti načeloma zelo ambiciozne napovedi o tem, da bo proračun do leta 2020 uravnotežen, da bomo javno potrošnjo znižali pod 45% BDP že do leta 2019. Glede na stvari, ki jih počnejo, je to slišati bizarno optimistično. Jaz bi si želel, da bi bilo res, ampak dokler znotraj javnega sektorja
nismo sposobni zagotoviti neke učinkovitosti, nismo sposobni zagotoviti tega, da tudi če dobimo neko reformno ekipo, ne, da bo ta reformna ekipa dejansko sposobna izvesti vse te reforme, o katerih so predhodniki govorili. Mislim, da bo zato potrebno, da gremo na nek koncept individualnih pogodb, odgovornosti posameznih direktorjev in posameznih ministrov, da dejansko oni odgovarjajo. Ne? Odgovarjajo svojim položajem, odgovarjajo svojo službo, tako kot direktor v zasebnem gospodarstvu, zato ker drugače je vedno izgovor, ja, poglejte, še več sredstev bi nam morali dati, pa bi vse izvedli. Ne? In potem se jim dejansko več sredstev da, ne? Pa tudi pridemo do, samo to še jedno pa zaključim, tudi vprašanje motivacije, ne? Ker zdaj imamo položaj v javnem sektorju takšen, da vsak minister, pa vsak direktor posameznega direktorata v ministrstvu je motiviran, da on porabi vsa sredstva, ki so mu bila namenjena. Ne? Zato, ker pa drugače jih lahko naslednjo leto dobi manj. Ne? Če obrnemo logiko in on postane kot direktor, ki se ga ocenjuje po njegovem poslovnem rezultatu, potem je motiviran, da prihrani, da je bolj učinkovit, ne? Ker ga lahko tudi na podlagi tega nagrajujemo. To je koncept, ki ga lahko iz zasebnega sektorja prenesemo v javni sektor in na tak način tudi povečamo učinkovitost javnega sektorja. Ne bi rad izpadel ciničen, ampak ne morem si pomagati, ker imam 12 let izkušenj dela v javnem sektorju, tega 10 let kot direktor. To je zdaj na drugi strani spektra od slavnega enotnega sistema plač v slovenskem javnem sektorju in se mi zdi, da od vseh teh naštetih reform je to najtežje dosegljivo, če sploh v Sloveniji, in tudi menim, da vlada, ki bi nekaj takega uvedla, brez da bi pač imela neko finančno rezervo za prehod, da se podkupi najhujše nezadovoljnejše, mislim, da ne bi preživela enega kvartala letnega. Ne. Okay, samo opomba tukaj. No. Omenil sem Novo Zelandijo kot zgled, ker oni so nekaj podobnega leta 1988 pravzaprav šli izvediti, ko so bili na robu bankrota. Oni so tam javnosti to prodali na tak način, ne, da bo to omogočilo nagrajevanje v javnem sektorju. Ne. Torej, da bo to za marsikoga lahko pomenilo tudi višje plače, da bojo najbolj delovni v javnem sektorju nagrajeni in take zadeve. Ne. Torej, tudi v Sloveniji, ne vem, deloma bi lahko bil ta mit, mislim, ta narativa, ne, bi lahko bila tudi popularna, ker danes v Sloveniji se ljudje ponavadi v javnem sektorju, ne, tisti, ki ne delajo v javnem sektorju, seveda, se pogovarjajo v javnem sektorju, kot da so tam vsi leni, ne, pa sedijo na občinah, pa prelagajo papirje, pa nič ne delajo, ne, kar je verjetno pogosto krivično, ne, deloma tudi gotovo res. To bi državljanem v bistvu dali orodje, da diferenciramo med dobrimi in slabimi v javnem sektorju, da nagrajujemo tiste, ki veliko delajo, tisti, ki delajo učinkovito, in na drugi strani kaznujemo ali pa tudi odstranimo tiste, ki so neučinkoviti, delajo slabo. Ne? Gospod Čoba, še vi kakšen ukrep mogoče? Ja. Poleg tega. So že vsi povedali, kar so imeli zapovedati. No ja, strinjam se pač z Blažem, predvsem pač najuresničljivejši so oni, ko najmanj bolijo, ne? Se pravi privatizacija pa deregulacija. Ok, cool. Dvomim, da bo ta vlada se karkoli tega šlota, zato ker so pač prvo leto je mimo, kar je v prvem letu narejenega je, vsa ostala leta so priprava na volitve, ne? Tako da pač muca papala, rečemo mi temu konc, ne? Zdaj bojo sam še malo levo-desno predstavljali, pa so pa nove volitve. Bi pa jaz nekaj drugega mogoče izpostavil, ok, reforma, šolstvo. Šolstvo, ampak ne skozi to optiko financiranja, pa vsega tega, kot se kot ekonomisti pogovarjamo, ne? Jaz bi šel malo na drugo smer, ne? V Sloveniji nimamo platforme, pa rečemo temu desnega, tradicionalnega, drugega aspekta šolstva. Ne? Univerza, če pogledamo zdaj, kaj se v univerzi dogaja, tako je rekel Rok, ko so protesti, ne? Je to pač leva univerza, ki sebi protest pripravi. Ne? Že v srednji šoli se zelo promovira tako humanizem kot družboslovje skozi bolj, bo rekel temu jaz, levi aspekt pogleda na svet, ki je legitimen, ni z njim nič narobe, ne? Ampak nam kronično primanjkuje, ne? Nekega kontra aspekta, ki bi se zoperstavil levici, ne? Intelektualno, ne?
in odprl prostor za razmišljanje, za mišljenje, za ustvarjanje nekega normalne klime za razvoj te države. Ne? To je tisto, kar jaz pogrešam. Kaj mene skrbi, je to, da jaz se udeležujem tako desnih kot levih okroglih miz, ne? In bom rekel zdaj tako, z vsem spoštovanjem do starejših ljudi, ki so te notri, ker jih zelo cenim njihove znanje, izkušnje in tako naprej, ampak bom rekel tako, na desnih okroglih mizah je razmerje 70-30 v prid starejših, ne? Na levih okroglih mizah je kontra. Ne? Se pravi, ljudje, ki vstopajo v odraslo dobo, ki začenjajo biti volilci, ki odločajo, kaj se bo zdaj naslednjih 20-30 let dogajalo, ne? Ki so aktivni, ki se pojavljajo v javnosti, nimajo tega aspekta, o katerem se danes pogovarjamo. Ne? Ga ne čujejo, ga ne ozavestijo, ne vejo, da obstaja. Ne? Kar je po mojem velik problem te družbe. Jaz bi se strinjal, da pri nas je ta primanjkljaj res akuten, se pa moramo malo zavedati, je že, da je malo, do neke mere je ta primanjkljaj desnega ali pa rečemo svobodoljubnega plus tradicionalističnega razmišljanja v akademski sferi pa splošen, ne? Zakaj imajo intelektualci radi socializem, je že Hayek napisal, ta napuh in občutek vsemogočnosti v zvezi z upravljanjem različnih družbenih struktur, ki jih pridobiš potem, ko prideš dovolj visoko v hierarhiji, v kateri je najtežje najtežje napredovati, je preprosto tako močen, da se res tudi dobro blago rado pokvari. Gospod Steinbacher, vi ste... Ja, v bistvu prej sem želel okrog političnega marketinga. Zdaj se še najbolj spomnite razprav okrog uvajanja enotne davčne stopnje, to je bilo tik pred pričetkom Janševe vlade, ta prve, ne. Zdaj, politično je bil, vsaj občutek je bil tak kapital pripravljen za to, ne, da se gre v ta projekt. A na kar je, se pravi, za voljo tudi takratnega, torej, jaz bi rekel, pomanjkanja enega jasnosti v nastopanju pred kamerami in enega strahu pred tem, česa so sindikati pri nas zmožni, ne, se je na nek način politika ustrašila ene samcate preproste izjave Semoliča, ki v bistvu ne drži, ne. Bogati bodo še bogatejši, revni bojo pa še revnejši. S to izjavo je podrl ves politično-intelektualni kapital pri uvajanju enotne davčne stopnje, ne. Kar seveda ne drži. V bistvu tudi enotna davčna stopnja je, kako se pač nastavi smiselna davčna olajšava, torej splošna olajšava je progresivna davčna stopnja, ne. Tudi progresivna je, ne samo, da bogati še vedno več plačujejo, oziroma tisti z višjimi dohodki, kot tisti z manjšimi, ne. Je tudi progresivna, ampak bistveno manj kot pa današnji sistem, ki je v bistvu izredno nepoštena, ne. To tisti, ki želijo ali pa želimo več ustvarjati v tej državi. Potem je ves ta kapital nekako padel. Da se z političnim marketingom, to sem želel reči, ne, zdaj tudi za vnaprej, z enim večjo dozo samozavesti, z enim malo bolj mogoč samozavesti na eni strani, pa na drugi strani intelektualne skromnosti in poštenosti, zavedanja, da pa človek vendarle ne more planirati stvari top-down, ne, torej odločati o vsem naenkrat, ne. Zdaj, tu je potrebno malo nekako ljudem dati ta message, ne, to informacijo, da sistem, ki temelji na zasebni pobudi, torej na manj države, terja pač smiselno aktivnost od vsakega izmed nas, ne. Tako, to sem želel. Bi mogoče kdo od kolegov za omizjem se javil za zaključno besedo? Nobenih prostovoljcev, potem bi se pa zahvalil vsem udeležencem, našim gostom. Jaz vseeno menim, da sporočilo te okrogle mize, kolikor daleč bo že prodrlo, bo naredilo nekaj dobrega. Slovenija je dežela gradualizma in upamo, da tudi te naši majhni koraki v dobro smer bodo kaj primorali, da se ob primernem času stvari radikalno spremenijo. Hvala lepa za udeležbo.